Gospod Žerjal, kaj novega ste odkrili ta teden? Ne vem, kakšen del javne uprave, ki vas je razjezil ali pa se po vaše preveč razpasil po proračunu? Tako je, gospod Godler, ponovno imam nekaj idej za kritične in takojšnje reze v javno porabo. Kako pa to, da imate danes s seboj igračo? Kaj pa s tisto motorko, ki ste imeli zadnjič to pravo? A ja, sestra mi je več ne posodi. To postavi veliko vprašanj, ampak zakaj pa ne? Ker zadnjič, ko sem se jo sposodil, me je vprašala, kaj to imaš za se zajebavati ali za delati. Za delati, ne? Ja, no, se ste jo vendar imeli v službi. Ja, sej. Ampak ona misla, bo neka drva žagal z njo in ko je mi videla, ko je tle kurblam na oddaji, je popizda in zdaj imam to od ne čaka. Ok, razumem. Ja. Ampak, sej tako bom rekel, prispodoba še vedno deluje. Ampak malenkost manj možata je. Ja, vem, da sem že marsikatero damo prepričeval, da ni važna velikost, ampak mislim, da zdaj vse malo razumem njihovo razočaranje. Gospod Žerjal, a veste, kako bom rekel? Magnet za punce to res ni, vsaj ne polnoletne. Ne. Se bojim, da res ne. Iskreno mislim, da če kakšni na zmenku rečeš, ej, pridi do mene, imam doma eno ful hudo igračko na baterije, utegne kaj drugega pričakovati. Če to pol ven potegnete, jaz ne bi nadaljnih zmenkov pričakoval. To je ta najna patentirana pauza. Zdaj pa začnemo naprej. Nekaj ste rekli, da bi rezali spet v glavu. Ja, tako je. Tokrat sem vzel pod drobnogled enega najbolj osovraženih javnih zavodov v državi. Enega, ki nas vsak mesec znova spomni na svoj obstoj preko pošte s položnico. Govorim seveda o RTV. Ja. Hvala. Kaj je to, aplavz za RTV? Ne mislim, da RTV je res ena taka zapletena situacija, ki mora nekdo priti do konca in ta nekdo sem jaz. Ker verjemite, gospod Godler, pri tej zadevi je marsikaj za pokrajšati. Po čem pa sklepate? Prva stvar, število zaposlenih. RTV zaposluje preko 2000 ljudi, kar pomeni, da imajo glede na to, da v Sloveniji živi nekje 2 milijona ljudi, okoli 100 zaposlenih na 100 000 prebivalcev. Torej, en na vsakih 1000 Slovencev, otrok, odraslih in upokojencev je zaposlen na RTV. 1/1000 prebivalstva. To je višji promil, kot bi ga napihala še Jelka Godec. Mislim, po obisku kakšne osnovne šole, ne da pije zdaj tako. Za primerjavo, avstrijska nacionalna televizija jih ima nekje 35, italijanska nekje 22, angleška približno 38, kar pomeni, da imamo Slovenci na 100 000 prebivalcev več zaposlenih v javni televiziji kot vsi oni skupaj. Kar lahko iz mojega vidika pomeni dve stvari. Ali so italijanske, avstrijske in angleške nacionalne televizije popolnoma kadrovsko podhranjene in nesposobne izvajanja osnovnih funkcij, ali pa se na naši RTV na davkoplačevalski račun izvaja en kup praskanja po jajcih. Kaj vi menite, gospod Godler? Ste gledali kdaj slučajno angleški BBC? BBC? Mislite BBC? Ja, to. Sem. Pa se vam je slučajno zdelo, da je njihov program neverjetno pod nivojem našega javnega RTV? Tega občutka jaz nisem dobil. Ne, zanimivo. Le kaj bi lahko tukaj bil nauk zgodbe? Malo se moram stuširati, počasi dobivam vonj po javnem sektorju. No, in kot da ta informacija ni dovolj boleča za povprečnega davkoplačevalca, so nam sedaj še dvignili zloglasni RTV prispevek. Čakajte, gospod Žerjal, zakaj zloglasni prispevek? Ker je to nekaj, kar moraš plačevati, hočeš, nočeš do smrti. In redko koga poznam, ki hoče.
pravzaprav je RTV prispevek zelo zanimiv, kaj ni? Je edina fiksna, popolnoma neprogresivna obdavčitev, ki jo pri nas imamo in je desničarji ne marajo. Pa še cel šop položnico nam letos poslali naenkrat, tako da prav hočejo, da trpimo, ko gledamo, koliko nastanejo. Gospod Žeral, če me taka muka plačevati ta RTV prispevek, a se ne morate odjaviti od njega? Se lahko odjavite? Ne! Kako? Niti ne, gospod Godler. Pred leti se je še dalo odjaviti RTV prispevek, če niste imeli radija in televizije doma, ampak potem so šli na splet. In zdaj ga je treba plačevati tudi, če si lastite samo računalnik ali telefon. Še malo pa bojo rekli, da če imate mikrovalovko, morate plačevati, ker tisti ekranček z uro se da sprogramirati in na njem gledaš poročila. Ni to nor sistem, da moramo plačevati nekaj samo, kar lahko teoretično gledamo. Gospod Godler, dajte še vi eno od svojih knjig, objavite na internet in potem začnite pošiljati mesečne položnice nazaj vsem RTV-jevcem. Zdaj pa oni lahko vas berejo. Ali pa še boljše, bom jaz naredil 3D model mojega orodja, bom javno objavil na splet, da si lahko kdorkoli sprinta in zdaj ne rabim več plačevati prispevka, ker smo si bot. Čakaj, po kateri logiki ste si bot? Ja, gospod Godler, ker jaz zdaj lahko gledam njihove vsebine, oni pa si ga lahko nekam utaknejo. Okej, gospod Žeral, najlepša hvala. Tu sva šla pa malo, tu pa sva šla malo čez rob, ne? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.